Dame in gospodje, dragi prijatelji, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku. Uživo iz Vile Bianco v Velenju, kjer smo se vrnili na kraj zločina. Namreč od 1. do 3. aprila, če se ne motim, je tukaj moj današnji gost, Robert Goter, postavljal svetovni rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko. Na koncu je podrl slovenskega in združil celo Slovenijo v eno samo veliko harmoniko, kar je bilo meni kot nekomu, ki mu gre harmonika malo na živce, fascinantno, ampak vseeno moramo dati klobuk dol in izkazati velik respekt. In zato mi je v veliko čast, dame in gospodje, da se bom danes pogovarjal z človekom, ki je znal harmoniko igrati, če predno je govoril. Človekom, ki mu harmonika pomeni več kot ženske, in človekom, ki bi za harmoniko tudi ubijal, če bi bilo treba. To je en in edini, fantastični, fenomenalni in presenetljivo dobro izgledajoči Robert Goter. Robert, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Hvala lepa za povabilo. Tudi meni je veliko čast, da si me povabil na tale pogovor. Moram povedati, da spremljam redno tvoje podcaste, tvoje intervjuje, Bravo. Pa tudi podcaste drugih, ostalih. Se mi zdi, da je to en res tak pametno porabljen čas. Ko res lahko veliko novega zveš, se mi zdi, da sem se malo navrčil tiste muzike, recimo, ko se med z avtom vozim. A to v avtu poslušaš? Ja, v avtu veliko, pa tudi doma, recimo, ko ostanem, tako za zraven. Čakaj, to mi je zdaj fascinantno vprašanje, ker nikoli ne razčistim. Vi gledate podcaste ljudi ali jih samo poslušate? Jaz jih raje poslušam in gledam. Če pa ni možno gledanje, če sam poslušam, pač sam poslušam. Recimo v avtu bolj poslušam. Ker moj podcast bazira na tem, da moraš ti mene gledati, ker jaz sem lep fant. Mene ne moreš samo poslušati. To bi bil zločini, to bi bilo zelo grdo. Če bi jaz imel očala, bi se mi zelo malo zarosila. Verjamem. Robert, da greva k bistvu na samem začetku, predno sem malo sprehodila skozi tvoje življenje, tvoje začetke, k temu tvojemu nesojenemu svetovnemu rekordu, do katerega ti je zmanjkal en dan, če sem prav računal. In če te vprašam najprej na začetku, kaj je pri milem Bogu, je človek, ali ima preveč časa, ali razumeš, nima te v življenju pametnega za početi, ampak kaj te je prijelo, da si rekel, jaz bom pa zdaj podrl svetovni rekord v igranju harmonike, ki se je by the way med tem samim projektom tvojim, ki je trajal, mislim, tak mesec, 2 teh priprav, če se ne motim, se je še povečal. Te je ta Francozina malo okrog prinesla, te je še malo večji izziv dal, ampak dobro, kaj te je gnalo k tej noriji? Če ne bi Anže Krevh 2 leta nazaj podiral rekorda. To je tvoj učenec? Ja, tako. Pa če ne bi Tomašič vodil oddaje, kdo vam laže, tudi rekord je postavilo, verjetno se je za to ne bi odločil. Ampak sem oba nadebudno spremljal in mi je to bilo res nekaj fascinantnega, nekaj zanimivega. Sploh to, ti prideš zvečer domov, pogledaš na televizijo, on še kar govori ali pa igra. Preden gre spat, on še kar govori ali pa igra. Ti se zjutraj zbudiš, on še kar govoriš, pa še kar igra. Tako da ne repeat. In ti zdan oddelaš, prideš zvečer domov, pa on še kar govori, on še ima kar goste, ali pa on še kar igra. In ti greš spat, on še kar igra, ti se zbudiš, mislim, to me je fasciniralo. In tudi zdaj, recimo, ko se jaz pogovarjam z ljudmi, mi čisto isto govorijo. Skozi smo te imeli na zaslonu, skozi smo gledali na YouTubeu, skozi je bil na nekem ekranu. Ker vem, da na YouTubeu ste live prenašali, pa na Facebooku mislim, da je bilo tudi live, pa na TikToku. Ja, tako. S tem, da Facebook vsakih 8 ur ven vrže. Na 8 ur je live stream. Pa na novo moraš se skonekati. Ampak dobro, ne boš rekel, da je to zdaj bil glavni razlog, ker si ta 2 videl, zdaj bom pa še jaz, ali kak? Pa sigurno je bil. Zagotovo, če ona 2 to ne bi naredila, se tudi jaz ne bi odločil. Tak je pa že nekdo to naredil, sploh Anže Krevh kot harmonikar. On je koliko časa igral? 53 ur, 53 minut, 53 sekund. Se pravi, jaz sem vedel za Anžeta, da bo on to naredil, ker on je pohorc. Jaz poznam te pohorce, oni so zategli. On bi lahko igral 14 dni, sem ni hotel. No in pol sem pa jaz v bistvu letos praznujem 40 let, odkar igram harmoniko. In jaz sem že v preteklosti naredil veliko koncertov, dogodkov, nekih stvari. In sem rekel, zakaj pa ne bi letosnjo 40. obletnico pa na drugačen način praznoval. In jaz sem se v bistvu že lani novembra odločil za ta korak. Ta projekt. Ja.
In v bistvu res nekaj nepozabnega. Ne? V bistvu, prav tu smo. Na kraju zločina. Ja? Tako. Si bil takrat naprej tukaj? Ja, sem že bil. Že drug dan. Ne, pa tako, da si prav zdaj sedel takle. Ja, že drug dan. Mogo bi reči, da nisi bil, da smo zdaj prvič tu. Ful velikrat sem bil. Dajmo tole še enkrat. Ja, prvič. Prvič, bravo. Ne laž. Ne laž, ker sem te že drug dan tukaj. No, ampak dobro, če te vprašam, ne, in ko si to začel razmišljati, da boš to naredil, koliko si bil procenten, da ti bo dejansko res ratalo podreti ta zelo glasni svetovni rekord, ki je bil blizu 80 ur, če se ne motim. Prvi je bil 75 ur. Aha, ok, no što je malo malca. Ja. 80 je pa kriza. Jaz sem rekel tako, nisem bil obremenjen s tem, da to moram za vsako ceno, na vsak način to podreti, ker to je ekstremno. Jaz sem si rekel, zato sem pa vedno tudi v intervjujih, ki sem jih imel prej, tudi povedal dva cilja, ki sta tudi bila, se pravi, prvo, da zdržim vsaj 40 ur, Aha, to si imel prvi ker 40 let praznujem igranja. Pol drugi velik mejnik in velik cilj mi je bil Krevhov rekord, se pravi slovenski rekord, ne 53. Da ne bo nek tvoj učenec boljši od učitelja? Pa tudi, če bi bil, se bi tudi lahko zgodilo. To je samo Bruce uspel. To si ne smeš dovoliti. To je blamaža za učitelja. To je za učitelja blamaža. Ne, pa tudi, če bi ga ne. Ampak to mi je zagotovo bil en močen tudi cilj, ta mejnik, ta slovenski rekord. Seveda pol tretja stvar je pa ostala svetovni rekord. No, ta gospa Kristel iz Francije je v bistvu, jaz sem zvedel to en teden prej ali 10 dni prej, da je ona to za šalo še sama sebe podrla iz 75 ur pa pol na 80 ur, 53 minut, skoraj že 81 ur. Ampak ko ti enkrat imaš v glavi, da moraš igrati 75 ur, je pa tako vse en pol, če že 80, vse pol tistih 5 ur. Ja, kaj pa je to malo malce? Kaj se pa zamudiš? Oboje je skoraj res nemogoče, tako da je v bistvu ni nek razlike, 5 ur. Ja, nič, jaz sem verjel v to, da bom to dosegel, drugače sem pa to, vseeno je bil to, rečemo, prvi poizkus. To je bil zdaj prvi poizkus. Ti predtem nisi še... Ne. Nisi še to delal? Ne, nikoli. Koliko si pa največ igral predtem? No, jaz sem imel rekord, da sem bedel nekje 40 ur, to sem že imel rekord. Ampak da si igral tu 40 ur? Nisem skozi igral, jaz sem igral recimo v soboto, cel dan, pa celo noč. Da si bil v sem imel takrat še ansambl. Sem prišel domov, nič spal, sam stoširal, pa šel v Avstrijo, pa sem imel dopoldne nastop, to je bilo tam okrog leta 2002. Ja, ko si bil 20 let mlajši, ne? Ja, recimo, ampak jaz se zelo počutim, kot da sem star 30 let, tako da tu ni neke... No, pretiravati ne, pusti, da te ne bomo zašili se odpeljali. No, ampak, če te vprašam zdaj to, ne, potem pa se ta projekcija začne. Jaz vem, da smo bila tudi midva malo na Facebooku, smo bila na vezi, vem, da si 10. marca si še na moj roast prišel, ne? Ja. Malo smo bila na vezi vmes in takrat se mi je malo zdelo, ne da podcenjuješ, ampak da ne počivaš dovolj. Lej, ti ne veš, če veš, jaz sem se menil s parimi prijatelji, sem rekel, pizda, se bo naredil, bo šel v to, sam zdi se mi, da ne počiva dovolj in se mi zdi, da je ravno to, da ti pred tem šovom nisi dovolj počival, da te je to neslo, poprav me, če se motim. Mene je nesla samo ena stvar in to je bilo to, da sem jaz v 63 urah pa pol spal samo 10 minut. Se pravi, predno se je to začelo? Ne, jaz sem tisti dan, ko sem ob 9 začel igrati, sem jaz vstal že ob enih 4, 5, pol 5 zjutraj. No, da si bil živčen, se nisi mogel spati. Ja, ampak hočem povedati, da jaz sem spal samo 10 minut, odkar sem podiral tu rekord, sem spal samo 10 minut. Se pravi, v 63 urah pa pol sem jaz spal 10 minut in to je malo premalo. Kaj pa ta teden, ko se je to bližalo, si tudi malo spal? Seveda. Ker sem bil nervozen, logično. Ja, to je logično. Ja, pa ne toliko nervozen, zavestno nervozen, ampak podzavestno. Jaz sem že v novembra, ko sem se odločil, da bom to naredil, že od nekje od 1. januarja naprej, december je še bil nekaj tuno veseli december, ampak recimo že od januarja naprej sem jaz ful slabo spal. Jaz sem spal po 4, 5 ur, 6 ur, 5 ur. Ker to imaš skozi pol v glavi, bliža se, moram, pripravljam se. No, če te smem zmotiti, ne bom zdaj primerjave delal s teboj pa Michaelom Jacksonom, ampak on je žal takrat, ko je imel te comeback koncerte, ker je pol žal umrl, če se spomniš, točno zaradi tega, ker ni mogel spati. In mu je dal pol doktor Propofol,
to je droga, ki slona dol podere in to sploh ni, to je za narkozo, to ni za spanje. Ampak on ni mogel spati. Vedel pa je, da če ne bo spal, bo na koncertu padel dol in mu je dal to dozo propofola, ki je bila tako na koncu visoka, da mu je srce povedlo. Ne? Ampak hočem reči, tudi mene, če imam kakšne nastope, kdaj pa to zjutraj, jaz tudi grem spat, pa vem, da bi moral iti, pa sem pa ubit. No, ampak je pa zanimivo, da zadnjih 14 dni, sem se pa ful spustil. Ja. Zadnjih 14 dni sem pa v bistvu imel še samo v glavi, sam naj čim prej prije ta datum, da jaz to naredim in da je to za mano, ne? Ker je toliko bilo nekih priprav, pa mediji, pa sem, pa tule organizacija, pa to, tako da sem pol res si želel, ko mi čakam, da prije tam 1. april. Ampak si vedel, da bo dejansko spanje tisti ključni šit, ko ti bo to sfrderbo, ali si se mogoče bal, da ne boš kondicijsko dober, da te bo želel kaj bolet, da ne vem, bo mogoče kak drug problem, da te bo ritna vse zadnje bolela, če si sedel 3 dni skupaj, ali si pomislil, da bo spanje, ker tebe je samo spanje sesulo. Dobro si tole vprašal, dobro si tole izpostavil. Mene je bilo najbolj strah, da me bo izdalo levo zapestje. Ker 2 leta nazaj je meni v garaži težek motor 250-kilski BMW, skoraj padel in sem ga komi ujel, in sem imel tule uro zapesno in mi je tekle roko zvilo in jaz sem še pol leta imel bolečine v levem zapestju in v bistvu to je bila edina stvar, ki je bilo mene strah, da ne bi mene izdalo levo zapestje, da bi se ta poškodba vrnala pri tem ekstremno, ker je to tako dolgo igraš. Ampak zanimivo, nisem imel nobenih težav. Ker telesno, jaz sem spremljal, namreč nisem zdaj gledal skozi, tako nor nisem. Če bi zdaj ti v seksu tekmoval, bi te gledal skozi, ker bi se ti režal zraven. Zakaj si znatno prej odpovedal, veš? Ampak je ta harmonika, pa gledam, pa čakaj, ta je, mislim pa veš kaj, pa ta šov, ko si ga ti delal, to me je tudi malo skrbelo. Da ti dejansko nisi podiral rekorda v smislu dolgoročno, čakaj, jaz rabim 3 dni, jaz moram imeti energijo za 3 dni. Ti si delal šov, kar je tudi logično, ker ti si showmaker. Folk je bil tu, bravo Robi, gremo naši, kaj boš rekel, daj pusti me na mir. Ampak to bi mogel, zato je pa ta ženska, če si gledal to Francozino, je igrala v nekem zapuščenem Seniku, brez šova. Pa so pa rekli, kaj je to nek rekord. Ne, sem rekel, ne, ona že ve, kaj dela. Ona že ve, kaj dela. In to si študiral, da te bo to mogoče tudi preobremenilo, pa ne tisti hip, na dolgi rok. Zdaj si spet dobro izpostavil teme. Ja, sem pameten. Ful, sem zato te rad gledal. To je, kako bi rekel, jaz sem se zdaj ogromno naučil, in jaz bom isto drugo leto spet podiral rekord. Si se odločil? Ja, Kaj spet 1. aprila? Ne, to ne bo zdaj na moj dan 50, ki si ne bom kaj tek fediral. Pa pametno, no si blamaži delal za 50 let, ne, okej. Ampak bo pa to maja ali junija, ker ta Francozina vedno to naredi junija. Ko je najdaljši dan, najbolj svetlo in najkrajša noč v smislu svetloba, tema, razmerje, ne? In ona to vedno dela od 21. do 24. junija, pa smislu, mogoče bi bilo to malo stresno, da bi zdaj na isti dan, ko ona, pa bi mogli biti na povezavi, a ona še igra, ti še. Sam fora bilo dobro. Taka simultano. Pa ve ona za tebe? Ja, ne vem. Mogla bi se mogoče povezati, ne? Kaj pa vem. No, v glavnem, ampak definitivno nekje maj ali junij bo drugo leto in tudi jaz bom zdaj od zunaj. Nisem še uspel priti na mestno občino Velenje, da se pogovorimo. Po prvomajskih smo rekli, da se dobimo. Jaz bi predlagal mogoče Visto, ne? Velik oder Vista. Pa kaj, da boš še več ljudi? Tako. Pa boš še slabš naredil? Ne. Pa njih to sem ti prej govoril. Zdaj pa si rekel, da boš naredil še večji šov. Še večji šov, ja, ampak ne bo šov v smislu. Pa če sem pa njih ugotavljala, da to ne smeš narediti. Ja, veš, to si dobro izpostavil. Naslednjo leto bom pa jaz šel še na večji oder, ne? Kaj boš pa, mislim, to boš še slabš? Ne. V bistvu bo, tak sem si zdaj zamislil, zdaj to je že malo čumbelsko šparja, ampak recimo tak sem si zamislil, se pravi, jaz bi bil na odru, pa imam na odru mogoče par stolov, zares za najbližje, rečemo, 30, 40, 50 stolov je na tistem velikem odru, od spodaj so pa lahko vsi, ki pridejo, ker fora je bila, da mene je tu v 3 dneh prišlo 7000 ljudi pogledati. 7000. So se izmenjavali? Ja, 7000 ljudi v 3 dneh, to je noro. Tule četrtek, to je glih takrat, ko ste spolne havi igrati,
To je bila vrsta od zunaj do krožnega križišča. Ne. To je bilo noro. Ljudje so čakali tule na stopnicah, niso upali na WC, da se ne bi vrsta jim podrla. Mislim, to je bilo noro. In če bi jaz držal še 23 ur, da bi jaz res podrl Guinnessov rekord, to so bili že šotori, mislim, napovedani za zadnji dan, ne vem, ljudi, to bi bilo veseli, to bi bilo noro. No pa če te vprašam, kdaj si pa, ker jaz sem gledal ta zadnji del, ne, ko te je začela omatrati, kdaj si ti, ali si sploh začutil v sebi, da ne bo šlo? Ali so ti mogli reči, nisi, tako se mi zdelo, da na koncu se ti bolj še razložil naprej, ampak najprej me to zanima. A veš, kaj sem jaz isto sam rabo na koncu? Eno psihologinjo ali psihologa, da bi samo par lepih besed z mano spregovoril. Da bi rekel, Robi, ti si še vedno v Vili Bianchi. Ti še vedno podiraš Guinnessov rekord, si pa res zelo utrujen, zato se ti zdi, ne vem, da si kar nekje druge, da to spodi ta dogodek, a ne, mislim, ker meni je zaradi tega, ker sem bil nenaspan, so se te težave pojavile, da jaz nisem več vedel, a še jaz podiram rekord, a je to neka druga preditev, mislim, ampak to je... Ne, sej smešno, pa ne, jaz vem, ker če človek ne spi, to se ti začne blediti, dobesedno. Zakaj pa tega nisi imel, tega? Si gremo, Robi, igraj, gremo. Ne, a veš, niso ga zbrudali. Jaz bi rabo samo to, da mi en lepo pove. Še vedno si v igri, še vedno podiraš rekord, še vedno si v Vili Bianchi, samo utrujen si, čakate samo še 23 ur pa pol, gaca, Robi, gremo. To bi dalo meni ful energije. Tek sem pa jaz v bistvu imel pol nek feeling, kaj je to zdaj nek resničnejši šov. Sej na nek način je bil, ne? Se si bil Trumanov šov, ne? Se si bil pod kameram, ne? Se je bil, ne? Na nek način. Ampak jaz sem si bolj tek pol neki, to je zdaj neki Pop TV, to je nek Big Brother in sem ful začel gledati, kje so skrite kamere, pa kje oni mene snemajo, to je nek Big Brother šov zdaj nastav, ne? In se vidi na posnetku, se vidi, ne, da res kar nekaj gledam okrog, veš, in jaz sem res to tek doživljal, ne? Kje so zdaj skrite kamere, to je zdaj nek šov. Ful so me zmedli plesalci, ker res, ko sem preko Facebooka se dogovarjal, če bi kdo iz folklore prišel plesati po noči, recimo, ker sem se bal, da po noči ne bo nobenega, oziroma da bo zelo malo ljudi, in po noči ti je najbolj, se ti najbolj spi, ne. Ampak se noben ni javil na to, ker sem pač jaz takrat mogoče tudi malo nerodno, kao od 11 zvečer do 6 zjutraj, se to je res 7 ur, da ti je celo noč plesal, ne. Jaz, če bi mogoče napisal, ne vem, pač za kako urco, 2, 3, pa bi se zagotovil, ampak nima veze. Ampak mene je pol to zmedlo, ker tisti četrtek, ko je mene začelo pa že fejst matrati, sta pa dva para plesala folklorna in še zaradi tega se je pol meni zdelo, to je neka druga preditev, vse pri meni so rekli, da ne bojo plesali, veš. No, ampak jaz recimo, ko sem te gledal takrat, ne, jaz sem celo malo sem se ustrašil, veš. Sem rekel, kurva, če ne bojo to zdaj oni prekinili. Jaz bi tebe, če sem iskren, bi te že 3-4 ure nazaj prekinil, če bi jaz bil glavni. Ker sem se ustrašil, veš, kaj sem se ustrašil? Da boš ti nekam odtavil in da boš imel potem psihične probleme biti normalen spet, no normalen, tak nisi bil nikoli, ampak čist ne bom rekel iskreno, ker to niso heci, veš. In sem rekel, pa ko ne prekinejo, če vidijo pisati, da ni več v redu, oni so verjetno mislili, da imaš neko manjšo krizo, da je boš prebrodil, ne, in da boš šel naprej. Ampak jaz bi te ustavil že par ur nazaj, ker sem se ustrašil, kaj bo, ampak kaj se pa zgodi. Pa mine, ne vem, 3-4 ure in se ti javiš, da smo na Facebooku, zdravo, malo bom zaigral, sem rekel, čakaj, se mu meša In tu se zdaj vidi, da meni je manjkalo samo 1 ura spanja na dan. Ker ko sem jaz 2 ure tule pol na odru od zadaj zaspal, od 8 do 10 cirka. Si bil ko prerojen, ne? Jaz sem bil čisto normalen, jaz sem se vsega spomnil, meni je bilo vse jasno. Vsi tisti delčki filma, ko sem se malo zgubil, takoj mi je bilo vse jasno, ok, v redu. In pol jaz grem zdaj domov, ok, mene Miro pelje domov, a ne ta prijatelj Miro Pačnik, ko je bil tudi vodja tek malo organizacije. Nič, jaz sem prišel domov, jaz sem se stuširal, jaz sem si glavo opravil, jaz sem se obril, ker, a veš kak pritisk je to, ko ti podiraš Guinnessov rekord, ti nima sajta niti se umiti po faci, ne, to je noro. In jaz prijem domov, končno se stuširam, glavo operem, obrijem,
V bistvu jaz nisem bil zmatran, nič, jaz sem bil čisto normalen. Ko si se javil, si dokaj normalno si govoril, pa si pa igral. Intervjuje, mislim, malo gledam komentarje in v bistvu kot tak me prišine, pa te bom pa posnel en video, da ljudem povem, da sem jaz ok. Nekaj nas je skrbel, veš? Ja, pa sej. Ker izgledali tam proti koncu, izgledali, ne zdaj, da boš umrl, ampak da te bojo pač odpeljali v bolnico in se zadnje še druga na kontrolo, da gledajo, kaj se s tabo dogaja. Očitno so ti zaupali, da si ok, pa so te spustili domov. Ne, se zdravnica me je prišla pogledati. Hvala Bogu, ob 10, tako da je bilo vse v redu, pritisk srce, mislim, zenice so se začeli odpirati, pa zapirati, mislim, vse je bilo ok, no, tako da smo... Ampak, Robi, kakva so pa pravila dejansko bila? To vem, da je bila cel kup debat, da si nekaj lahko sicer spal na uro ali koliko, ampak da si pa lahko tudi vmes, če nisi spal, si pa lahko izkoristil to pauzo malo kasneje. Kak je bilo s tem, da bi lahko dejansko počival? No, sej, zadeva je čisto enostavna. Guinness ti da vsako uro 5 minut pauze. Da lahko. To nisi ti dosti izkoriščal, ne? Jaz sem to vse izkoriščal. Sem videl, pa sem slabo gledal. Si se ustavil? Ampak predvsem bolj po noč. Sem kaj 5 minut? Ne, se nabere. Recimo, jaz sem igral 4 ure, pa je to 20 minut. No, to govorim, da nisi vsako uro izkoristil. To sem mislil, To sem pa prav videl, Ne, jaz sem igral tako po 4 ure, 3 ure, 5 ur, 2 ure. Kaj si pol zalegnil za 20 minut? Ne. Jaz sem v bistvu imel 3 daljše masaže, no in na eni sem zaspal za 10 minut. To je teh 10 minut, ko sem ti prej rekel. Pri drugih 2 daljših masažah, ko smo masirali, sem pa vse čul, kaj se oni pogovarjajo. Tako da to se ne šteje za spanje. Kaj pa, ko si bil zadnji na teh pauzah, si se ustrašil, da ne bo šlo? Ne. Si bil siguren? Niti nisem razmišljal. Jaz sem sam igral. Mislim, jaz sem užival v tem. Jaz uživam, ko igram. Jaz sem najbolj živ, ko sem na odru. Jaz, ko nastopam, jaz sem takrat najbolj živ. In jaz sem tu tako užival, tu so me ljudje hodili obiskovati. Rojstne dneve so hodili sem praznovati. Škerla, ki je imel 40 let. Seveda, če pol leta traja. To so ženske so rojevali. Ljudje so ratali sivi. Ljudje so potekli vsi na iskanje. Ampak ne, hočem reči to, ker hec je v tem, da ti dejansko res potem nisi niti vedel, kdaj je tebe zmatralo, ker takrat, ko te pa je, pa nisi več bil pri stvari. Jaz sem imel prvo krizo, veliko krizo. Pa si jo začutil, ti? Niti ne, ampak recimo, ko je bilo nekje tam približno enih 46 ur. Po 2 dneh dejansko, ne? Ne, pred koncem drugega dneva, ne? Pred koncem druge noči. Se pravi, še tak proti jutro, ker takrat si najbolj zmatran. Vem, da se mi je leva učka začela ful zapirati, ne? In da se, veš, telo hoče spati, ne? A veš, ne, se ti hočeš igrati, ampak meni se je leva učka zapirala. In jaz sem mogel, ful sem se trudil, da bi levo učko odprl, ne? Ampak to bolj ko ne je bilo kar že zaprto, ne? Ker telo bi dalo meni spati. No, tista kriza je bila kar, ampak sem jo nekod prebrodil. Pa največja fora je bila pa to, ko je bilo 50 ur, 51 ur, se spomnim, tule Glik Žiga Žlebnik je bil v komisiji, tudi en moj nekdanji učenca, tudi učitelj harmonike Žiga Žlebnik. In jaz tekle igram, pa tekle njemu kažem, kao na uro, le 51, pa tako ne sem tisto stari, ti si nor, pa jaz tako, ni panike, jaz sem čist normalen, jaz sem bil res čist normalen. Največja fora je, ko je bilo 52, 53 ur, ampak takrat sem še mislil, pa vse, a to je zdaj problema, a to je zdaj to, pa jaz še igram tih 30 ur brez problema, ampak pa kar naenkrat sploh ne veš od kdaj, tam nekje 54, 55 ura. To je nek klik se je mogel ti v možganih, veš, ti je neki cak naredil. Pa vem, da sem nisem več imel kontakta z ljudmi, v bistvu že sam pol nisem več, sem mogel se ful bolj truditi, da sem igral tiste 2 minute, pa da, se pravim, pol so mi že pravila, niso bile čisto jasna več, mislim, ta utrujenost naredi. Začel si se smejati, to sem videl, začel ti je biti vse smešno, razumeš? Tak ni bilo druge pol, ne? Čist na koncu, pol vem, da me je Srečko maziral, pa da sem jaz izjavil to legendarni stavek, ki sem rekel, dokler mene Srečko mazira, vi se lahko derete na mene, koliko hočete, ne? V bistvu pa po mojem ste šli pa na živce že malo tudi pol, jele? A veš, da oni, ko mi tisto špili, meni je to šlo pol že res živce. Se je šlo vsem po moje, ne? To ne vem, ko so se tako derili. No, oni so mi dobro hodili. Se vem, ampak jaz nisem navajeno želel, da se kje dere na mene. Tako da to mi je bilo malo čudno, ne? In enkrat vem, da sem kar ostal, pa sem rekel, jaz grem domov. Takrat, ko si šel s kadra ven, takrat je bilo tisto, ko si kar šel? Ja, si pa šel takrat? Ja, domov.
Jaz sem rekel, to je to, jaz ne bom več, jaz grem domov. Ja, pa smo nazaj prišel, ne? Ja, pa so šli pa za mano, tisto robo. Ven si šel, prav? Ja, jaz sem šel domov. Ne, tam se mi je pol pisala pauza, jaz sem imel pauzo v rezervi. Ja, ne, da si kar šel. Ker oni, ko so sedeli, špili, jaz sem pa je celo rekel, tak, v smislu, jebite se. Ja, nekaj. Ali pa sem bil utrujen. Ja. Sem rekel, jebite se, jaz grem domov, pa sem odložil harmoniko in jaz grem tale do lifta, jaz že pritiskam tipko za lift, jaz grem domov. Ja. Pa prije Alenka kike za mano, ne, Robi, ne moreš zdaj domov, veš, koliko ljudi te gleda, ne, in pol so me malo, veš, z vodo pa to. Tako da sem se še za par ur, no. No, pa Robi, zanimivo mi je to bilo pol, in pol drugi dan, vem, da si šel že takoj na velenjsko televizijo, si bil že gost v 8 zjutraj, ne? Ja. Razumeš, ti si sploh kaj počival. Mislim, kdaj si pravzaprav ti šel pol spat, pa ne spal skupaj 48 ur? Nisi tega naredil? Ne, sploh ne, jaz sem spal samo 2 ure tu. Ja. Pa pol 6 ur, pa pol doma. Pa si pa šel na TV? Pa sem pa jaz bil drug dan čisto normalno. Kaj pa pol si malo dolgo? Ne, nisi. Nič kaj je ekstra. Nič. Ja pa kak? Ja, ne rabim toliko spanja več, ali kaj? Ne rabim. Ok, ne bom ogovarjal, ker jaz mislim, da ti, ko bo to konc, da boš ti rabo zdaj, 3 dni regeneracije, da boš prav spal. Ne, ti si hodil po intervjujih, harmoniko igral, norel naprej, izjave devo. Tako da sploh nisi to delal. Se pravim, to je zdaj res odličen pokazatelj, a ne, da v bistvu te 2 ure, ko sem jaz na odru pol šel spat, sem jaz bil čisto normalen. Se pravi, jaz rabim drugo leto samo taksi pauze zorganizirati. Kak bi to naredil? Ja, tak, da ne bom hodil na WC, da bom imel kateter, če bo treba, ali pa neko vrečko. Ja, pa lahko pol to kaj, dejansko imaš lahko pauzo, pol kaj, če ne izkoristiš, koliko ur, jo lahko imaš pol skupaj, koliko časa? Ja, jaz recimo, če špilam 6 ur, je to pol ure časa. Pa recimo izkoristim 10 minut, pa imam 20 minut za naprej. Lahko tak narediš? Ja, tako lahko narediš. Pa 4 ure igram, pa imam spet 20 minut, pa 20 minut, pa onih prejšnjih 20 minut je pa 40 minut. Koliko je pa ta Francozina, kaj je to delala, s kaj čekero? To ne vem. Ne veš. To ne vem. Ampak ona je držala se tega načela, tako lepo, počasi, tiho, za sebe. Jaz mislim, da ona mora biti neka bivša športnica. Da ima to naštudirano. Ker pa je to en mi je nekaj razlagal, da ima neke six-packe na neki sliki. Tako da ona je mogoče lahko kakva bivša olimpijska tekačica, se ne vem, jaz mislim. Dvakrat ni za reči. Ona je en poseben človek. No, drugače ta ideja s katetrom, to ti odsvetujem. Ja. To zelo boli. To zelo boli. Če bi ti igral harmoniko, bi čutil tam, kjer treba, to ti odsvetujem. Se bom verjetno odločil za planice, sam se kateter bolj čuje. Planici bolj navajen. Zdaj boš tako že v letih, ko boš zares to travo. Ampak to je stvar je ekstremna. In drugo leto, če hočem, moram priti res do še teh, koliko ur bo pač treba, in je treba res delati na tem, da si jaz pač prišparam te minute za dejansko, da saj 1 uro na dan spim. Predno ti bomo dali harmoniko, da ne boš nekaj zaigral, te vprašam še to, pa bomo šli na drugo temo. Vem, da hrano si imel pa kaj, to si lahko pa prosto bi lahko jedel, ni bilo določeno, kak pa kaj, ker vem, da je Nika tvoja, da te je pitala, to bi bilo ful lepo videti, tako je dojenčka, veš, te je devala hrano, to nisi imel določeno, kaj lahko ješ, kako, to je lahko bilo, to je neomejeno bilo, a so tu kakva pravila bila? Ne, tu sem hvaležen Anžetu Krevhu, učencu, ki je 2 leta nazaj podiral, on mi je dal svoj jedilnik, ko mu je njemu naredil en strokovnjak. Da ne bi na WC hodil. Potem sem pa še dobil še nek drug jedilnik, potem sem bil pa zmeden, potem sem pa neko kombinacijo delal. Pač tek je, 300 kalorij, čez 300 kalorij ni fajn iti, ker ti se ne smeš, na obrok. Aha, na obrok. A veš, ti se ne smeš zdaj napokati, ker takrat, ko se ti napokaš, si postane zaspan. Pa si še bolj zaspan, A zdaj mi jasno, zakaj tudi seksu nisi vmes? Ker v seksu smo pa moški sploh zaspani, Zdaj sem zgrunto, ker mene bi to zmatralo, veš? Se pravi, to si tudi mogel gruntati, Tako da pri hrani sem pač jedel bolj meso, zelenjavo, nekaj sadja, nekaj sem imel nekih takih napitkov, pa tako. Pa se ljudje zavedamo sploh dejansko, kak dosežek je bil, pa pustimo zdaj, da ni padel ta rekord, dejansko ti si, koliko si igral, 56 ur si igral na koncu. 58 ur si igral, Razumeš, se zavedamo ljudje, kaj to pomeni. Vse smo gledali, pa bravo, Robi, pa super, pa svaka čast, pa legenda, noben ti ni rekel, gleda loser, ko ni postavil rekorda. To mislim, da noben ni rekel, vsi smo bili zelo veseli, ponosni, ampak mi že smo se zavedali,
kaj pravzaprav si ti naredil, da si ti 58 fucking ur ne samo igral, zdržal, ne spal, ljudi zabaval, preživel in dejansko, razumeš, združil takrat celo Slovenijo v neko celoto o podpori, harmoniki tebi. Mislim, se zavedamo sploh, kaj si pravzaprav ti naredil. Pa si ti sam zaveda sploh. Ker ti si pač prvi, pa si igral, rušil nek rekord. Ne? Ampak to je bilo veliko več, veš. To je bil dogodek, to ni bila zebancija. To je res. Se zavedaš tega? Ja, se pravi, malo je pripomoglo tudi to, ker sem bil jaz skos na Veseljak TV v živo. Tam so prenašali to? Ja, jaz sem bil čez dan v Levem, ali ne, pač v nekem... Kaj nimajo drugega programa, ali kaj? Ne, čez dan sem jaz bil, da se je videlo, da jaz igram. Po noči, mislim, da od polnoči do 6 zjutraj sem bil pa direkt v živo. In tu recimo to je ziher tudi veliko pripomoglo, ker eno je zdaj YouTube, pa Facebook, pa TikTok, ampak recimo, da pa nekdo, predvsem starejši ljudje, ne vem, prežgejo na daljincu, bumf, Veseljak TV, dumf in jaz igram, mislim, seveda ljudi so me ful spremljali. Ne, niti sam si nisem mislil, kakve razsežnosti bojo to. Mene so recimo tule, me je prišel pozdraviti Anže Logar, Čale Sale, Ivan Hudnik, Sixpack Čukur, župan Šoštanja, župan Velenja. Malo pred tem, ko boš zmagal, pa si nisi, ne? Pa sem zamudil, ne? Žal. Napovedani bi naj bili za drug dan celo Jan Presenjak, Jurij Zrnec, mislim, tek sem čul, no, zdaj je to res. Tako da res neverjetno, kako je to res... Povezalo je ljudi. Povezalo, res. Športni dogodki povežejo ljudi, kakšne katastrofe naravne, ne? Pa tole zdaj. To je bilo meni, saj sem vedel, da to ne bo mala stvar. Sam nisem imel pa v glavi, da boš pa zdaj to, ker ti si pač na Facebooku si objavil v končni fazi. Bil si gost tam in tam, ampak ni bilo to zdaj neki, da zdaj prihaja pa ne vem, dogodek tisočletja. Ko se je začel, to je šlo kot virus. To je bilo noro, To pa vem, to je šlo kot virus. No, jaz to tako ne vem, mislim, ker jaz sem pač igral. Sicer sem imel tule televizijo, da sem mal recimo komentarje iz Facebooka sproti videl in so mi dali ful velike energije. No, super. Tako da to je bilo fajn, ker v bistvu jaz ni igral in sem tekle, bum, pa že nekaj, pa sem že prebral, to tudi malo gor drži. No pa to mi še povej, glede samega izbora muzike, to vem, da so bila pravila, da nekaj časa se komad ne sme ponoviti, potem se spet lahko, ampak si imel repertoar naprej določen ali si igral prosto po Prešernu, ker ti znaš milijardo komadov igrati, to vem. Ja, jaz sem si pripravil 100 pesmi. Lahkih, takih bolj, da ne bi se utrudil, ali si ga tudi sral? Si ga tudi polomil mogoče? Ne, mogoče ne 5 skladb mi je šlo na živce, pol ne. Ko sem le pretežko. Najbolj mi je šlo na živce šentilska polka. Zakaj si to igral? Ker je težka. Mislim, ker je lepa, ker je moja. Ampak po 30, 40, 50 urah mi je začela ful na pot hoditi, ker je šentilska polka. Čeprav šentilska polka, jaz ni Šentilja doma, najlepšega kraja na svetu. Si jo že mogel odigrati zaradi tega, ponosen Šentilčan, ampak ta polka bi jo pa takoj črtal ven, sam je pač bila not. Ali pa recimo na živce smo šli kakšni počasni komadi, tu je bil ful žur, tu so ful peli in potem sem imel vmes, ne vem, neko brezvezno počasno pesem. S tem si se obremenjeval ti preveč, s tem, da boš za njih naredil dogodek, ne da boš porušil svetovni rekord. Kaj boš zdaj naslednjič? Če te vprašam, zdaj si se na napakah, recimo, da si se nekaj naučil, sigurno, boš znal to shendlati zdaj, kaj lahko, kaj ne? Ali te bo spet zaneslo tam? Ne. No pa se tudi, če me bo, se ni problem. Jaz moram samo 1 uro na dan spati, pa je to. Tudi, če je vse enako, ko je bilo, samo 1 uro moram spati na dan in to je to. Ok. Robi, preden bova šla na tvojo mladost, rano mladost, tule imaš harmoniko, ne? Jaz predlagam, da ti tetle mikrofonček, da ti poberem dol in da bomo midva to naredila. Kaj boš odigral, pazi? Pa ne vem, z kakimi narodno zabavnimi težiti, ne? Znaš pa kaj druga igrati kot to. Mislim, kaj? No, s čim me boš presenetil nekega nevernega Tomaža, ki načeloma ni glih fan harmonike, no? Ja, recimo... Ja, kaj boš?
smo že glih pri misiji, je mogoče in Tomu Cruiseu, ne, čez en mesec pride ven zadnji del, ne. Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 pa je finalni del misije nemogoče z Tomom Cruiseom nasplošno. Zadnji finalni del pa ne bo umrl, ne. On si še kar sam vse kadre snema, ne? Mislim, da skoraj vse sam, zato bo zdaj čas, da po moje se malo umiri, ker če ne se bo res kaj poškodoval, pa bo kaj z njim narobe, ne. Si tudi vedno vse kadre sam snemal, razen za jokati pa Milka Skadel. Pa Jackie Chan, ne, ko se je polomil celo v Postojnski jami, ne. Robert, bi še eno, imaš še kako za mene? Ali pa ne narodno zabavno, neki s pridihom erotike, imaš kaj s pridihom erotike? Da je seksi, ne? Ne, ni s pridihom erotike. To pa ni, kaj pa je? Uje, vem ti. To je že porno. Ja, bravo. Kar. Si fan filma ti drugače? Ja, Boter mi je najjačji film, res. Pa tudi tvoje recenzije si preberem. Ja. Aha, no, Boter, ta prvi del, ne, je mislim, da res eden najboljših filmov vseh časov. Ne. In zdaj, ko si tu zaigral, sem se spomnil vseh teh legendarnih prizorov in to ful dobro. Ne. A to veš, da so v Marlonu Brandu prav dali ta ostavek? Ne? Ja, da je imel tudi tak, ja, vem pa, da je prišel tudi na audicijo, mislim, da si je dal noter od te bombažne neke robčke v usta, ker ga niso hoteli najprej vzeti, pa jih je pa prepričal, da so ga vzeli. Ne. Pa ti Smaček, ko je prišel slučajno na sceno. Je bil tvoj? Ne. A veš ti Smaček, ga malo in iz scene? Ja, ček, ste se tebe naučili, ja. No, ja, ti Smaček, nekoga Polon. Ja, to je slučajno, ko so oni snemali, je slučajno Maček prišel. Zdaj boš pametno, hočeš pitati. Okay. Robi, predno bomo šla naprej, še imaš kjero, da imamo eno glasno, tako fajno pauzo. Recimo Užičko kolo. Užičko kolo? Kaj to, zbitke na Neretvi, kaj? Ja nemam tifus! Ja nemam tifus! To je uradna himna Velenja, ne? Kaj ne dol? Evo, čekaj. Ko so mene vprašali... Kako smo to imeli? Takle smo imeli, ne? Ti si mi to zrihtal. Ja, takle smo imeli. Ja, ko so te vprašali. Zakaj sem se jaz kot mlad fant odločil za narodno zabavno glasbo? Pa jaz rečem, da se niti nisem. Jaz sem se odločil za zabavno glasbo, ne? Sam, ker prihajam iz Velenja, je prišlo narodno samo od sebe zraven. To je ta. Čujem pa takle, ko gledam, ne, pa zdaj, ko si igral, te, ki za harmoniko vsebe tisti v snovi niso najbolj značilni komadi, ne, to so virtuozne zgodbe, ne. To niso heci, ali ne? Ni to težje igrati kot narodno zabavno, ki jo pač vsi poznamo na harmoniki, pa jo znaš gati vsak dvoletni, petletni mulček. Tole ne zna igrati. Užičko kolo ni enostavno, ker so tisti thrilleri noter, ne, tako da to je res. Kaj pa ta druga dva, ko si igral, Mission Impossible pa... To pa ni težko. Ne. Rabiš pa pol tone. Ja. Recimo stare harmonike, recimo pred 30 leti niso imele pol tono, so bile res trivrstne in tam se res igra lahko sam narodno zabavno glasbo. Posebej pa inštrument zadnjih 20 let recimo zelo nadgradil in razvil, tako da zdaj, ko so poltoni v četrti vrsti, a ne, zdaj lahko pa v bistvu skoraj vse igraš. Veš, kaj grem pogledati, Zrobič, nisi ti meni slučajno s kadra vam pobegnil, ker si šel malo nazaj sedeti, ne? Kar čaki sed, da vidim. Ja. Lahko greš mičkem bolj naprej, ne se vidi, kako se delajo podcasti, ne? Če imaš nekoga, ki se rad premika, ne? Vredo si, super si. Robi, zdaj pa, če gremo midva malo v tvojo mladost, jaz ne vem, kje sem najdel, sem na YouTubeu to najdel, si ti objavil na Facebooku, čist mali si bil. Ja. Pa igraš nekje. Ja, na šranga. So vsi veseli, vsi ti ploskajo. Koliko si bil takrat star, ker ti nisi čist kot dojenček, vem, da nisi igral, si bil nekaj 10 let, si bil star, ko si začel igrati, ne? Ja, z 9 sem začel igrati. To je malo pozno, ni? Ali ne? Ne igrajo še prej mulčki? Ne, to ni pozno. A ni to pozno? To je super. Mislim, drugače v glasbeni šoli je proces, da si s 6 leti... No, to si 3-4 leta zamudo. Za vrhunskega harmonikarja. Fora je, da ti recimo, ko si star 6 let, tebi še nič ni jasno. Ne? Aha.
Pa ko si 7 let star, ti tudi še nekaj veliko jasno. Okay. No, meni je bilo. Ja, ko si 9 let star, ali pa ko si 11 let star, ti zelo z večjo hitrostjo osvojiš, recimo ti v pol leta, ti lahko vse osvojiš pri 11 letih, v pol leta, kaj so oni 3 leta se učili. Dejansko je boljše kasneje malo začeti. Pa ne, pa sej, ni recepta. Recimo, če pa prej začneš, je pa tudi fajn. Ker si pol dlje okužen z inštrumentom in dlje igraš in ne vem, vse je prav. No. No, pa so pa tudi primeri, ko so ljudje pri 18, 20, Brane Klaužar, kolikor vem, oni začeli igrati zelo pozno, a ne vem, pri 18, 17. Ne mi reči, kako je pa sploh prišlo v tvoji familiji do tega, no, da si ti sploh harmoniko dobil v roke? In da si rad fan harmonike, pa da je takrat v tvojih časih se je s kitaro do punc prehajalo, ne s harmoniko. Saj sem kitaro tudi igral. A tudi? Ja. Dobro? Kitaro tudi igram, ja. Pa ful dobro? V redu. Mislim, ne tako harmoniko. Ja. No pa da mi pojasni malo to, odkot je to prišlo, ta ljubezen. Mogoče se to sliši stereotipno, ampak jaz sem to glasbo imel v srcu, v krvi, v genih, po moji mamini strani so vsi muzikanti. In tudi, ko smo mi v Laško hodili tja na obiske, so to se skozi igralo in jaz sem sam gledal in v bistvu jaz sem, ne vem, tako da bi me ti zvoke res začarali. No. In v bistvu mene je to toliko privlačilo, no, ta zvok harmonike, da kakor je bila prva varianta, jaz sem bil takoj, kakor je nekdo igral, jaz sem že gledal, jaz sem že bil tam zraven, jaz sem tam se spomnim eno kresovanje v Šentilju pri Velenju, to sem mogel biti stare 7 let, 8. Pa je tam en starejši gospod igral, jaz sem skozi tam za njega stal, stric, dejte še eno, tako da smo že polno živce. Zdaj me spet me na Michael Jacksona spomniš, ne? Ker on je tudi kot mali mulček je gledal te svoje idole, Jamesa Browna, Freda Astera, Gina Kellyja in je tudi hotel vse in je doma vadil na skrivaj, plesal, ono, drugo, tretje, pa je pol postal to, kaj je postal. Namreč to hočem reči, da očitno za virtuoza moraš gledati druge, mojstre, da ne moreš to zdaj se kar roditi, ampak da tega ne vidiš. Recimo, da bi ti živel v familiji, ko bi poslušali, ne vem, mogoče jazz ali neko klasično glasbo, harmonike ne bi mogel videti, ki jo igrajo. Predvidevam, no, da mora biti to, da ti to, da živiš, to lahko ne rečem. No. Meni je Franc Mihelič bil recimo totalni vzor. Jaz se spomnim, ko sem hodil... Si bil fan njegov? Ja, totalni fan. Jaz se spomnim, ko sem hodil na veselice, kjer je on igral z ansamblom. Jaz vem, da sem tam lahko ure in ure stal in ga gledal, zaljubljeno, zaljubljeno, mislim, res tisto, kako on igra. In valjda se je njemu tudi dopadlo, če vidiš, da te nekdo recimo, ne vem, gleda. Tako da on je bil meni res, pa Slavko Avsenik, pa tudi Lojze Slak, pa in Franc Delčnik. Pa si spoznal te ljudi, si jih osebno spoznal, ko zdaj omenjaš, samo Avsenika pa to. Ja. Je vedel, da je tvoj idol, mislim, da si ga... Ja, smo se pogovarjali. Z Slavkom Avsenikom smo celo enkrat skupaj igrali v Avstriji leta 1999, se mi zdi. To je najboljši špil mojega lifea ever. Zakaj? Da pa Slavkom Avsenikom na odru zraven njega stojiš in igraš in od spodaj 2500 ljudi v trancu, in ti imaš to čas, da lahko znam Slavka, ker to so bili eni izmed njegovih zadnjih nastopov. Vse to je tudi na YouTubeu. In recimo drugi najboljši nastop v lifeu mi je bil pa s Francom Miheličem, ko smo skupaj zaigrali, ko harmonika zapoje. Tudi, a veš, tako sem prej rekel, ko sem jaz bil mali fan, sem ga gledal, ko Boga. Pa s tem idolom igraš. Ja, pa recimo nekaj posnameš s tem. To mora biti dobro. Ampak to te vprašam, zdaj pa eno je to, da ti te gledaš, drugo pa je, da ti sam tako dober rataš, ne? To pa ti je očitno moglo biti v zibelko položeno, ali si garal, pa vadil 14 ur na dan. Kje smo pa tu? Ja, jaz sem tudi veliko vadil, sem pa tudi v zibelko mi je bilo dano, ta talent, zagotovo. Sem pa tudi zelo veliko vadil. Pa kaj pomeni veliko? Pa dobro, a veš, to za mene nikoli ni bilo neko delo ali nuja ali neka obveznost. Jaz sem užival, jaz sem skoraj najraje, da so moji starši v nedeljo popoldne šli, pa da sem jaz bil sam doma in jaz sem sam nažigal tisto harmoniko cel popoldan, pa poslušal posnetke, pa se sam učil. To je bilo meni, jaz se spomnim tisto obdobje, ko sem bil najbolj zagret. Jaz sem laufal iz šole domov, laufal, da bom čim prej prišel domov, da lahko začnem igrati. To je to. Sam kaj pa si šel na živce, pa že mogoče komu s to harmoniko? Tisti časi smo bili v hiši. Ampak so bili tisti časi... Ja. To je pa res, to si pa prav zdaj izpostavil. Jaz sem bil pa zelo velik kmet.
takrat, ko sem igral harmoniko. No, to ti govorim. Ja, to pa res. To ti govorim. Jaz sem bil kmet ful, tudi recimo se spomnim, ko sem hodil v osnovno šolo. Ja, včasih si bil kmet, no, če si igral harmoniko, je bilo to nekaj nazadnjaškega, nekaj brezveznega. Ampak se je pa to zelo spremenilo, v zadnjih 20 letih, zdaj je pa kontra. Zdaj je harmonika rock and roll. Ja, zdaj pa kitaristi So se kmeti. jočejo. So kmeti. No, ampak vem, da mulci vedno inštrumente igrajo, da bi punce osvajali. Ne? In Ja. to je vedno bila kitara. Ja, Kitara je kitara. tisto. Ne? Zdaj pa ti harmonikaš tistih časih, kaj si prišel, kva so rekle punce? Kaj ti kmetic pizdi ali lojgo, kako so te zafrkavale, ali se spomniš kaj tega? Ali so ti kitaristi pobrali vse punce? Ne, vse sem jaz tudi kitaro igral, vse ni panike. To si rekel, ja. Sam si bil boljši na harmoniki. Ne? Ja. Kitaro si za punce igral, doma Ja. pa pol harmoniko. Ne? Ja, ne, mislim, zdaj, če bi tako rekel kot zvok, je sigurno kitara ima bolj privlačen zvok za punce, v smislu serenade, neke Sam lepo... harmonikaši imate pa prstke. Ne? Ja, to pa res, ja. Pa raztegovati, znate Ja, mehne. to je pa res. A veš, ne? Ja, ne, veš kaj, ta glasba se je spopularizirala v zadnjih 25 letih, se mi zdi res. Od tam Atomic Harmonik je naredil kar levi delež, ne vem, Modrijani. Modrijani so ta, No, ko so tudi, iz veselic so prišli ja. na velike odre. Ne? Tudi Sixpack Čokurjo smo midva naredila hip-hop harmoniko, ko smo združila hip-hop pa harmoniko že leta 2003. A ne? Tako da vsak po svoje je dal nek kamenček v mozaika, ne? Mislim, vsi po svoje. Ne? Tudi jaz sem že tudi začel igrati Mission Impossible pa neke fore. Že takrat? Že takrat, a ne, in se spomnim tudi župana Bojana Kontiča, mestne občine Velenje, ko smo enkrat nekje nastopali, pa vem, kako me je gledal, ko sem igral te nenavadne pesmi. Ne. Tako da vsi smo mi prispevali k temu, no, da se je zdaj, da res sem ponosen na to, vesel, prideš recimo poletje na veselico, pa vidiš mladino, vsi znajo besedila, pojejo, plešejo. To je za mainstream. Ne? Veselice so tudi dejansko diskoteke so crknile po večini zaradi veselic. Ne? Ker so začeli mladi hoditi na veselice, ne več v diskoteke. Ne? Pa jaz mislim, da tu je tudi problem alkohol, oziroma ti novi zakoni so zaostrili po to glede alkohola. Tudi verjetno, ne? Na veselicah se pije voda, ne? Ne, to ne. Ja, ne. Samo ampak zdaj je že osveščenost tako visoka, da en vozi, ne? Da tisti, ko vozi, ne pije. Upažaš to? Tudi, ja. Dobesedno res upažaš to? Res. Če je to pol, hvala Bogu. Ne, tu se je sigurno... Vse tudi statistika kaže, da je manj nesreč, hvala Bogu. Ja, hvala Bogu. Robert, daj si pa ti začel, ne vem, potem s temi uspehi, ne vem, da si imel tudi skupino, da si začel samostojno nastopati, da si tudi dejansko ti postal svetovni prvak v igranju harmonike. Kaj to pomeni zdaj svetovni prvak, da je to protekmovanje, kjer se ocenjuje tehnika, ker to pa zdaj ni, da igraš dolgo, to je Guinnessov. Ti si pa še vedno svetovni prvak v harmoniki, tega ti pa ni noben vzel. Ne? Ja, Ti mi malo več povej, no? Kaj pa fora tega? To pa ni isto kot Guinnessov. Ne, to je pa svetovno prvenstvo. To sem pa zmagal leta 1999 v Italiji. In kaj je fora tega? Ja, fora je, da pač moraš biti najboljši, to je fora. Se pravi, ti imaš tam 5-minutni program, 7-minutni nekje, lahko igraš kar hočeš, se pravi, ti moraš igrati različne zvrsti, neki valček, neki polka, neki mogoč marš ali pa kaj zabavnega. Aha, in te ocenjuje eksperti. Tako. Koliko je pa tekmovalcev na takih zgodbah? Takrat nas je bilo, mislim, da je njih 75. 75? Iz celega sveta? Ja, no, mislim, celega sveta. Ja. Sej nam je vsem jasno, da recimo Nigerija ziher nima predstavnika, ja, no, pa ne še. Kitajska. Zdaj lahko da že ima, zdaj ne vem, zdaj kar ti igraš harmoniko, da vsi vejo to. Na svetovnem prvenstvu bi lahko rekel, da je to bolj domena pač teh nas alpskih držav. Avstrija, Nemčija, Italija, severni del, Südtirol, Slovenija, malo Hrvaške, Istre, malo Slovaške, malo Nizozemske, te na meji z Nemčijo. Ta alpski program. Ampak čakaj, to si prvak tisto leto samo ali si to doživljenjski prvak? Ja, doživljenjski prvak. Doživljenjski prvak? Ja, pa ti ni pol noben izziv, da bi te premagal tako v boksu? Ali nisi šel več sploh tekmovati? Takrat je bilo pravilo, da ko si absolutni svetovni prvak, ne smeš več tekmovati. Zaključno. Šlo, da si doživljenjski svetovni? Ja, takrat je bilo pravilo, da lahko samo enkrat. Ja. Da to je to. Zato sem ne sam enkratni svetovni. Ja, dobro je. Neko imaš tudi ko je dvokratni, trikratni. Ja. Dobro, vse interpretacija. Jaz sem bil recimo prvi v svoji kategoriji, prvi v duo zasedbi, pa recimo absolutni svetovni prvak. Tudi jaz bi lahko rekel, da sem trikratni. No, ko sem te prej vprašal, te uspehi tvoji kot skupino, samostojno, kdaj si začel, kdaj si videl, da
pa zdaj ljudje hodijo pa gledati tebe. Ne zdaj ti druge svoje idole, ampak da zdaj si pa že tako dober, tako znan, tako popularen, da pa ljudje zdaj začenjajo hoditi. Mi smo imeli en zelo uspešen ansambl, ki se mu reklo Goter Žur Band, in smo igrali od leta 1999 do 2006. In smo delali hude žurke, res, ful je bilo fajn, igrali smo za Mercator, za Aero, veselice, rojstne dneve, poroke. In leta 2006, ko sem se odločil, da ne bom več imel ansambla, ker sem po 13 letih pol se odločil za solo kariero, jaz sem še 5 let, 10 let dobival maile, a bi prišli nam na poroko igrati, smo slišali, da ste ful v redu. Mi smo res delali žure. Ja. In recimo zdaj, ko se spomnim za nazaj, pri Žonti smo enkrat igrali eno poroko v Šentjurju, in je bilo okrog 3-4 zjutraj, je bila ura, pa sta prišla od Modrijanov Osetova brata, kitarist pa basist. Oba dva nekje so igrali, ne vem, kje so igrali, oni so takrat boljše začenjali, in so nas prišli oni pogledati, Modrijani so prišli nas pogledati, kaj se zdaj to dogaja tam pri Žonti, ker mi igramo. In se pravim, zdaj, ko se za nazaj to spomnim, mi je to veliko čast. Nekaj res sem gledal par teh tvojih nastopov in posnetkov na YouTubeu. Pri tebi mi je bilo všeč to, se to tudi mnogi delajo, sam ti si pa šel kar dosti v ekstrem tu, da si bil še humorist zraven. Ti si naredil vedno en tak komično glasbeni šov. Kje si pa to, ne vem, pobral, da pa dejansko imaš pa ta smisel, da še pa zdaj, ne samo da si showmaker, da si še pa neke vrste stand-up komik, ali kak ne reči. Imaš pa neke nastope, ker si stand-up komik. Stand-up komedija je meni ful fajn. Obožujem jo. Mislim, gledam te slovenske stand-up komike, tudi svetovne, recimo res dober prijatelj sem z Urošem Guzmanom, z njim smo lani tudi ker je dosti skupaj nastopala, tudi na Punch festivalu na Ljubljanskem gradu. Imel sem tudi par stand-upov sam, kot solo, nazadnje sem bil v Šmartnem v Paki in vedno je razprodano, tako da se vidim v prihodnosti, imam željo, da bi se še bolj izoblikoval. Je pa ni pa enostavno to. To ni enostavna stvar. V bistvu je, mislim, ti si na odru, a ne, ti imaš tu ljudi, in kar naenkrat ti ostaneš brez besed, čakaj pa zdaj. ali pa da štos ni smešen in bil. Da je naslednji spet ni smešen. Pa da še naslednji ni smešen. Kaj pa narediš? No ti lahko zaigraš harmoniko, a pa vunko nima. Meni harmonika lahko tako reči. Jaz nekaj zaigram, nekaj zapojemo, je že gre naprej. No, ker jaz gledam recimo ampak je pa zanimivo to, ker recimo nekaj tebi doma ful smešno, sam sebi se ti zdi. Tole bo smešno, tole bo noro smešno. In pol ti poveš in sploh ni smešno. No, jaz recimo, ko je bil moj roast, jaz sem imel ta problem, ker sem prišel na oder po 3 urah, ko ste bili že vsi zmatrani, vsi me že vsega poln in prijem jaz govorim čez 3 ure, začne nekaj težiti, razumeš, ampak jaz sem pač voditelj, ful dober. Nisem pa stand-uper, jaz tega nisem še nikoli delal. Pa da bom jaz na koncu pa nisem hotel nobenemu povedati, kaj bom, nisem hotel pomoči, jaz nekaj naredil bom sam. Jaz, ko sem pa to doma gledal, enih 10-15 minut je za porezati ven, pa bo top, ker bomo pripravili posnetek, ampak kaj hočem reči, par štosov, na enak način kot ti, sem jih jaz testiral na parih prijateljih ob mizi, so se od smeha poscali na odru, kot da ne bi sploh povedal štosa. Pa si rekel, kaj ste utrujeni, ste glupi, ali kaj se dogaja, razumeš? In sem videl ta moment, kako je stand-up zahtevna stvar. 100-krat bolj, kot si mogoče misliš. Tudi vodenje preditve, kakšen stand-uper misli, da to vsak zna, ni res, tudi to moraš biti dober. Ampak stand-uperjem klobuk dol, pa svaka čast, da ta tekst napišeš, narediš in da to užge. To je umetnost. Ja, res je. To je umetnost. Res, velika umetnost. In ti, ko sem te gledal v teh nastopih, ti je dejansko šlo v redu. Si imel neke dobre, to si sam si pisal, ali ti je pomagal kdo? Malo mi je Uroš Guzman pomagal, drugače večinoma sam. Zdaj, ko sem imel v Šmartnem v Paki stand-up, je prišel Andrej Šifrer do mene, ker je bil tudi v publiki. In je rekel, da mi čestita, da kar se tiče harmonike, se vidi, da tu ni sporno nič, da sem suveren, da te šale, ki so povezane z harmoniko, so odlične, da še pa moram delati. Da še moram delati, da moram biti hitrejši, a veš, prepočasi se določene stvari, a ne hitreje to mora iti.
Sam recimo jaz takle rečem, ne, jaz sem v lifeu zdaj naredil 4-5 stand-upov, ne. Ko jih bom naredil 100 ali pa 1000, seveda tudi tu ne bo več, tu ni več pol problema, sploh, ne. Ampak te izkušnje ti pol, a ne, ja, to se ljudje, veš kaj, ljudje so tu, oni sedijo, oni so prišli tebe gledati, oni so sfokusirani in to ni zdaj zajebancija, ne, mislim. Ampak daj mi reči, zdaj kaj, v bistvu nastopaš ali zadnje čase bolj poučuješ, ali kaj je trenutno tvoja preokupacija, razen podiranje teh Guinnessovih rekordov? Jaz poučujem harmoniko že od leta 93. Aha, ja. To ti je v bistvu osnova tvoja. Ja, tako da v bistvu 32 let že učim harmoniko. V bistvu začelo se čist nedolžno, čist spontano, so mi tam pripeljali enega soseda, če bi ga učil, sem rekel, ja, bom. Potem sem imel že motor, 4 rdečo, potem sem se z motorjem že vozil okrog tam po okoliških krajih, pa sem imel učence, 2 punce sem imel na Ponikvi, so bile sestre. Sem lepo prišel z motorjem tja, eno sem naučil od 2 do 3 popoldne, eno od 3 do 4, pa sem se lepo odpeljal domov. Tako da sem nekako tako začel, no pa ko sem imel avto, pa izpit, je bilo pa seveda lažje. Potem sem pa jaz v bistvu spoznal enega Avstrijca, Kristjana Reša, v Celju na glasbenem sejmu. Jaz moram tudi piti, ker to govorim. Ne boš malo vedel, ki si. Ne, to se ne bo zgodilo, ampak je treba malo piti, ja. No in sem spoznal Kristjana Reša v Celju na glasbenem sejmu in on je rekel, a bi ti prišel v Avstrijo, pa mojega sina učil? Jaz pa, veš, jaz sem takoj za to. Sem rekel, ja bom, ni panike. In res, on mene pokliče, sem prišel gor na eno kosilo, sem rekel, Kristjan, edino, a dej še zrihti, ne 3-4 ljudi, no, da nam zdaj sam za tvojega poba hodil v Avstrijo. Ja. In je dal oglas v časopis in jaz sem že začel s 3 ali 5 učenci, polih je bilo 8, 12, 15, na koncu jih je že bilo, ne vem, 45. In to je v tujini, je to bilo v Avstriji, ja. Pa si tam dejansko učil. Tako, vse še zdaj. Ja. Pa koliko imaš teh učencev dejansko naenkrat lahko, največ? Ja, ne istočasno, ampak da jih pač učiš v nekem zaporedju, ali kako ne rečem, no. Koliko je teh učencev, da ni preveč? Ja, no, jaz imam recimo mlajše, ko so stari tam 6, 7, 8 let, je najbolj fajn, da ima pol ure vajo, a ne je preveč, več kot pol ure je super. Ne mislim, koliko jih je številčno teh učencev, vseh skupaj tvojih, ki jih, ne vem, trenutno učiš, no? Ja, jih je kar veliko. Jaz, če bi zdaj recimo za vse za nazaj, to bi bila že velika številka. Jaz sem tudi zelo ponosen, da sem recimo, ne samo da sam učim, jaz sem naredil ljudi, harmonikarje, karijere, ki so svetovne prvake, državne prvake, evropske prvake. Recimo, zdaj so v špici moji učenci, imajo ansamble, mislim, učijo. Lahko koga omenima? Mislim, se spomniš koga, ki je naredil kako? Ja, seveda. Matej Banošek, recimo, ima zdaj eno... Ansambl Banošek? Ja, no, recimo, on je bil tudi moj učenc. Recimo, Primož Zvir iz Savinjske, svetovni prvak, tudi, ima tudi svojo šolo. Recimo od spevovcev, harmonikaš, Vili Mravljak je bil moj učenc. Martin Sušnik, tudi evropski podprvak, moj učenec, ima tudi zdaj svojo šolo gor v Avstriji. Nejc Pačnik, tudi tule iz okolice Velenja, svetovni prvak, tudi moj učenec. Zagotovo bi se še kjer najdel. Pa je kdo boljši od tebe? Ja, mogoče je, jaz ne vem. No, pa ti povej, ti veš, ti vidiš. To je težko zdaj reči. Ja, pazi, mislim, čakaj. Ni, mislim... Ja, ne se zgovarjati, zdaj, povej. Mislim, povej, ne. A veš, ker to je zelo težko vprašanje. Ti imaš pri glasbi, recimo, nekdo lahko lepo zaigra z občutkom, nekdo je tehnično, recimo v Sloveniji, tehnično, jaz mislim, da je Zoran Zorko iz Celja. No, njega sem še hotel priti, ja. No, on mislim, da je, kar se tiče tehnike, da on je prvi. Da je boljši kot ti. Recimo, a ne, kar se tiče res te tehnike. Mislim, da je on najboljši, a ne. Pol recimo nekdo lahko super lepo zaigra, en je recimo super ritmik, tako da se pravim, jaz upam, da je tudi kjer boljši že od mene, od učencev. Ja, težko je reči, ne? Ti kaj pa avtorske glasbe imaš kaj? Imaš neki komadov, ki so čisto tvoji, ne? Ja, menih 80 pesmi imam. Pa so hiti? Ne, to pa ne. No, to me zanima, kaj se pa tu zaplete? Kaj to imaš samo melodijsko ali tudi pevsko? Ja, jaz sem avtor samo melodij, in tu je težko hit, ne. Ja. Ti moraš imeti besedilo, recimo tudi ansambli, tako so Modrijani, a veš, oni tudi naredijo, ne vem, oni 10 pesmi posnamejo ali pa 20,
pa je mogoče ena hit. Ja. Ne, a veš. Jaz pa recimo nimam besedil, ne, jaz nimam Pa ne možeš komu napisati, recimo, besedil? Pa to me ne veseli. Ne, jaz nisem instrumentalist. Pa kaj imaš to pol doma, ti komad, ali jih igraš? Pa ne, jaz sem izdal CD-je, a ne, pač moja glasba je, drugi jo igrajo, tudi učenci, tudi ne vem, Klara Misebner, tudi svetovna prvakinja, Avstrika, ful igra moje komade, mislim, meni to je carsko. Kot praviš, pa tako si dober, pa to ono drugo, ne? Se mi je zdelo avtomatsko, da pa lahko narediš hit, ne? Še svoj avtorski, ne? Pa ne gre to tako. To se me preseneta zdaj. A veš, pa recimo, da si tako popularen, pa da te imajo radi, pa imaš te stand-upe gor dol, pa ja še ne 3 svoje komade, odbutneš, ki so hit. Ali ne gre to tako? A se motim? A veš, jaz nisem pevc, ne? Ja. Jaz ne pojem, jaz sam igram. Pa ne znaš peti ali misliš, da nisi? Pa ni to moja scena. Pa ni to moja scena. Pa je pa to problem, da bi mogel peti zraven še, ne? Jaz sem instrumentalist. Tako je bil recimo Franz Dečnek pred 50 leti, on je sam igral. No, ampak ne moreš enega pevca imeti, ki bi pa tvoje komade odpel. A jaz sem imel ansambl. Vse smo mi imeli, vse sem jaz igral ansambl od leta 93 do 96. Pa ste imeli svoje hite? No, od leta 93 do 96 sem igral pri ansamblu Srednjšek, pa smo imeli hite Tista bela roža. No, to ste pa imeli. Štares naš je very good, Srčece. No, pa ste pa imeli, kaj pa si prej, da nisi imel hita vpizda, pa ste pa imeli hite. Ja, pa sem jih pa očitno imel, jaz ne vem. Zdaj si 3 naštel, ne? Mogoče v samostojni karieri jih mogoče nisi imel. No, pa sem od leta 96 do 98 igral pri Slovenskem ekspresu, smo ogromno igrali na morju, na Rogli, na ta zimovanja, mislim, res smo ful smo imeli nastopov. No, pa sem imel pa svoj ansambl, tako sem že prej rekel, od leta 99 do 2006. Od 2006 naprej pa solo. Samostojno. Ja. Okay. In ne vem, to bi mogel jaz pol, recimo tako Boštjan Konečnik. A ne, on je recimo harmonikar, pa tudi poje, pa ima svoje hite. Ampak mene to ne... Ja, ampak on ima take bolj res te, veš, na prvo žogo, no, onda ima zamer, ampak res to gre, treba ga je srati, gor dol, take ima. No, to je bilo ful popularno. Ja, seveda je bilo, ne. No, predno bomo šla še malo na to naravno zabavno glasbo, v kateri te bom vprašal, kaj si iskreno misliš, če boš povedal, boš še mi zdaj nekaj odigral, če si za, ne, da naredimo še eno glasbeno pauzo. Okay. Kaj si mi še pripravil zdaj, da vidim, kaj s čim. Da začeli bolj ven s kadra mi rineš, ne, bolj bližji prid, ne. Kaj mi bo, s čim me bo zdaj presenetil? Kaj ima za mene, kaj posebnega? Pa recimo... Kaj pol tim še zdal kak izziv, ne? Če smem, zdaj še tebe prepustim, ne? Recimo en bugi, Balkan bugi. Bugi. Zdaj, če je bila fol, bi plosko, ne, ampak reči, vse tipke uporabljaš vedno pri igranju, ali kako spustiš. Zakaj ima toliko tip harmonika, kaj fora? To so note, so tolika, jaz sem čisto laik. To so tipke, ki imajo svoje tone. Ja, pa vse uporabiš to vedno. Recimo pri fretonaciji je to fora, da to je zdaj CFB harmonika, to je C-dur, to je v F-duru, pa B-dur. Čak, to so pa, na te strani so pa basi, C-bas, F-B, a ne. Ja, pa kako pa veš, kaj moraš pritisniti? Veš kaj, fretonaca se tek uči v Sloveniji v največjem meru po posluhu. Se pravi, tudi jaz, nekdo, ko prije k meni se uči. Nimaš not? Ne. Ne, ampak ti si zapolniš, ti imaš tudi recimo tale prijem, recimo, mi se imamo radi. Mi se imamo radi. Ampak moraš gledati. Ja, in to jaz pokažem učencu, on ponavlja. Jaz mu povem, kjer je prste uporabi, a ne pa kjer je tipke stisne in pol je fora v ponavljanju. In pol, ko se on to zapolni,
Jaz pokažem naprej. In najtežje je prva pesem, druga je že lažja, tretja je še lažja, peta je že ful lažja. Pa zdaj, ko ti igraš, sploh ne gledaš več dol prstov, ne? Ne, jaz vidim to že v glavi. Ja. Jaz vidim to tastaturo v glavi, tako da ne rabim več gledati to. Znaš kako zajebano klasično melodijo, da ne bo Mozarta ali... Ja. Kjero znaš? Štravseka. Aha. Mislim, da bi to naprej. Zdaj, kdo želi, lahko tudi zapleše, ne? Prosim, bravo. Bravo, gospa, bravo. Veš, to mi je všeč, ne? Ker je ta harmonika, se jaz vem, kaj harmonika zmore, ne? Ampak v večini primerov je za naravno zabavno muziko, tako smo je navajeni. Ne? Ja. Poste pa taki patroni, ko si ti, ne? Pa dejansko dokažete, da je pa harmonika en inštrument, na katerega dejansko, če si res dober, lahko igraš. Evo. Vi si znaš pet. Ti, Robi, kaj pa od Prijava prstenjaka, znaš kaj? Kaj sem te pa najdel, ne? Čakaj, veš, da sem ono... Moja ljubica? Ne. Ono bi šlo, ja. Moja ljubica, tebi zubila. Recimo, ja, to bi šlo, a ne? Kaj si nehal zdaj? Ja, to bi šlo, ja. Kjero si mislil? Naj ne gre, to ji povej. No, Ta je dobro. To sem že igral. Ne znaš več. To sem že pozabil. Mislim, iz demona. Naj ne gre, to ji povej. Gremo. Recimo, ja, da sem vse. Bi si dal. Je kak komad, ki ga... Di si dal harmoniko? Je kak komad, ki ga na harmoniko ne more zaigrati? A veš kaj, načeloma se vse da zaigrati, samo, a veš, ni karakter harmonike, da to ni rock kitara. Jaz lahko igram Smoke on the Water na harmoniko. Vse igraš. Sam zveni ne tako Smoke on the Water. A to je problem? Ja. Načeloma je harmonika čisto enakovreden inštrument vsako drugemu. Ti si živi dokaz, da je to res. In klavirjev, in kitari, in sintesajzerjev, ker vse dejansko lahko ti tu gor začaraš. Tako. Je pa zdaj, recimo, če je neka klasika, so violine, pa bolj ti s harmoniko zaigraš, še manj smešno. A še bolj smešno je recimo roka, recimo, če je to neki... Sam gre pa. Gre pa, ja, tonsko gre. Ja. In Robi, kak je pa kaj z denarjem v tem tvojem harmonikarskem svetu? Imaš veliko denarja? Čuj, da se živeti, seveda. Kaj to pomeni? Da se živeti. Dobro. Ja, jaz se že preživljam s harmoniko od skozi, že od 17 leta praktično. S tem učenjem, misliš? S učenjem, pa s nastopanjem, pa jaz sem leta 2006 naredil prvi računalniški program na svetu za učenje harmonike. Prvi računalniški program na svetu? A nisi vedel to? Mi nisi povedal. Vsak se lahko nauči. Je bil ime, še vsega prodajam. Ja. To je program, software, ko si ga ti doma inštaliraš in potem v bistvu program uči igrati harmoniko. Ti imaš harmoniko na zaslonu in si izbereš neko pesem na golici in ti harmonika počasi igra na golici. In ko si daš tempo počasi, tudi dur si lahko nastaviš, ker frajtonec imajo različne dure. Pa to si ful prodal tega? Ja, kar ja. Jebem ti. In to si ti, to je tvoj patent bil? Ja. Leta 2006. 2008 sem dobil v Berlinu nagrado Združenja za multimedijo in pedagogiko kot prvi profesionalni program na svetu. Robi, kaj pa za naprej, recimo, če gledaš,
zdaj vem, te legendarni ansambli, to so tudi na stara leta, so že kar to harmoniko držali. Mislim, niso leta uvira, ne, da že križ bolet, roke, revma, tako preko si rekel, si se bal te poškodbe, mičke bolj naprej priti, da ne boš iskati šel. Se bojiš kaj na stara leta, da ne bi mogel več igrati, ali misliš, da niso leta uvira, da lahko tudi 100 leti, če gre harmoniko igraš, ali ne, ali te začne matrati. Ker to tak simpel inštrument ni zadržati, pa da raztegovati meh. Jaz se bojim, da mi bo pol vzeli naslov svetovnega prvaka, ko bom star 80 let. Ja. To je tako izpit, ne? Izpiti tudi vzame. Vse to. In si predstavljaš to, da se meni to zgodi na odru, da jaz pridem na oder in igram in pridejo trije čez vrate, pa rečejo, Robert Gotter, to je to, poteklo je, dajte nazaj. In kaj boš naredil bolj? Cela pizdarija. Ampak kaj, Robi, zdaj vem, da si pred časom zdaj si dobil naziv častnega meščana Velenja, ne, pa te vprašam, Mičas, nisi že prej tega naziva zaslužil, si ga šele zdaj dobo, ko si tu umrl, skoraj na odru, skoraj za Velenja. Zdaj mu pa dajmo, ne, da ne bo prednje, skoraj je umrl, zdaj mu pa dajmo, ne, a veš, ne. Bi ti ja mogli prej to dati, že misliš, da ne? Pa se nisem jaz dobil naziv častnega. Kak ne? Jaz sem dobil naziv ambasador Velenja. A ne častnega občana? Ne. To pa vrni nazaj, kaj je to ambasador. To smo vsi v bistvu. Mislim, čakaj malo. Ambasadorja si dobo. Ambasador. Ja, ne častnega občana. Nimate tako v Celju, ko imamo te grbe, veš, srebrni, bronasti, zlati, pa častni. Nimate tega v Velenju, vi? Mislim, da imamo tudi naziv častnega občana, ampak jaz bom zdaj dobil naziv ambasadorja. To še nisi dobil. Zdaj boš šele dobil. Ambasador? Ja, to bom še dobil. Kdaj? Mislim, kaj čakajo? Ne vem. Zdaj so izglasovali na seji, da so se strinjali. Je bil kdo proti? Mislim, da ne. Kdaj pa dejansko to bo, pa nimam pojma. Si ponosen, da si Velenčan? Ja, ful. In tudi zelo ponosen, da sem Šentilčan. Šentilj, to je pa od Maribora naprej? Ne, to je tule. A to je Šentilj? Ja, Šentilj. Več Šentilov imamo. A ti si hodil kdaj v diskoteko Bunderla? Ne. Tule, ko smo imeli diskoteko Bunderla v Šentilju. Ko ste prefukali vsega, ko ni bil tukaj. Ne. No, mislim, potem je bil Šentilj včasih ful znan. Jaz sem Šentilj poznam tam, v Mariboru. Aha, se Šentilju je kar enih par v Sloveniji. En je tu tam pri... Poznam pa Škale, to je blizu. Škale, blizu, ja, ful. No, v Škadi imeno anekdoto, predno gremo naprej. Eno punco sem v eni diskoteki spoznal, pa smo se za njo borili. To je bilo pri Bunderlu, sam ne veš, ne? Pizda, ne vem, pa smo se borila za njo z Matjažem Ograjenškom, našim prijateljem. In sem jaz bil bolj všeč, kar je normalno. No, dokaj te nisi poznala. No, ja, pazi, in je rekel, da je Škal. Ja. In jaz sem pol te kurčeve škale iskal tak dolg, da je ona meni z drugim šla. A res? To je anekdota. Nisem jih najdel nikjer. Trač ni bilo na zemljevidu, gor na telefonu, gor mogo si jih najti. Na karti jih ni bilo, ker so premale. Škale, noben ni vedel, kaj je to za kakšne škale, kaj. In evo, sem zgubil punco, ki bi bila mogoče še danes moja. Zdaj sem se spomnil en primer, ko je en moj prijatelj na Štuku v Mariboru, jaz sem drugače ekonomijo študiral v Mariboru, in je na Štuku spoznal eno punco in jo je vprašal, skod si pa ti? Pa ona rekla, s Celja. No, to je pa dober. Pa je rekel, res, skod pa s Celja? No, je rekla, se ne čisi iz Celja, v bistvu iz okolice Celja. Ja, skod pa? Ja, iz Žalca. A je rekel, se Žalc tudi poznam, skod pa iz Žalca? Ne, se ne čisi iz Žalca, v bistvu iz okolice Žalca. Ja, skod si pa doma? Ja, v bistvu tam pri Piresi, ja, skod pa, ja, v bistvu iz Železnega. Skod? In se zaplete, ne? In se zaplete, ne? No, meni te škale, prav sovražim, ne? Šak je bila lepa punca, taka upojna in je škale in jaz, še zdaj ne vem, kje so škale, no. Ja, lahko zelo po koncu. Ona je mogoče umrla zdaj, to so čapak res. Prav sovražim te škale, ne. No pa Robi, če še malo skočiva, če mi dovoliš, ne, malo na tvoje te ljubezenske razprtije, ne, če mi dovoliš, ne. Ti si bil vedno ljubitelj lepih deklet, to pa moramo priznati. Ja. To si imel pa vedno okus, ne. Vem, da tvoja žena je bila Miska Vajantropik, ali je še vedno Miska Vajantropik, ali je bila? Bila, mislim pač. Prav zmagala je? Ja, 2-7 se mi zdi. Prav zmagovalka je bila? Ja. Bravo. No, in si prav iskal take res lepe, ali je slučajno to naneslo, ali si prav želel tako res, da si prav tako lepo si našel neko misico, pizda. Kot nek harmonikaš, kot nek kmet, to mislim, ne, veš, ne. Kako si to naletel na tako čudovito žensko? Ker tvojo ženo so zelo hvalili, to te moram pohvaliti jaz tudi, ne. Ja, ona je iz Pece doma, to je blizu. Kje iz Pece?
Pesja. A ja, mislim, zgore pece, ja, ok. To je sosednji kraj od Škal. Je biti škale, ja. Če kdo gleda škal, ne maram vas, ja, ok. Ja, tako da smo se spoznali tu v Velenju, v bistvu, tako da ja, Iskrica je preskočila. Zakaj je glih tebe? Zakaj si je glih tebe zbrala? Ja, to moraš pa njo vprašati. Ja, nekaj sem te gledal tam v tistih slikah mladih, vse si bil simpatičen. Ja. Sam da bi bil pa nek klasični hollywoodski lepotec, to pa nisi bil, ne? Ja, veš kaj je? S čim si jo, mislim, na svet mogoče, no, za fante, da ni treba, da si Brad Pitt, pa dobiš lahko Miss Hawaiian Tropic, ne? Ja, recimo, če hormonko razsuraš, pa smo spet tam. Ne, da ti prsti fajn grejo. Pa smo spet tam. Recimo, ne, a veš. Pa smo spet tam. Pa drugače, jaz sem tak tudi, recimo, na humor obrnem. Rečemo, da z mano ti ni dolg časa. Ne. Verjetno tudi to punce cenijo. Če punco nasmejiš, si naredil v bistvu 90%. Ne, ne rabiš skoraj nič druga. Ne. Ampak kaj, otroka imaš 2, ne? Ja. Kaj pa sta šla po tvojih stopinjah? Ja, ful sem ponosen na oba dva. Najstarejši sin Val je v bistvu bil lani državni prvak v orglah, drugače tudi klavir igra, ima že 20 avtorskih skladb tudi. Noben še ni hit. Po očetu, ne, ja, jabolko ne pade daleč od drevesa, ok. Ja. Drugače je bil tudi državni prvak v robotiki, zdaj hodi prvoletnik gimnazije, tudi harmoniko malo igra, ful pameten, res občudujem ga. Ja, pa je tvoj? Je. Čist se meni podobno. Zdaj si ga to hvalo že, da se že podvomil. Ne, čist meni. Ne, tu ni treba. Ni dileme, ok. Ne, tu ni, ker je kopija, klon. No, ta mali Žanjan je pa tudi igra harmoniko, klavirko in frajtonarco in je tudi sem ful ponosen na njega. Sicer v šoli je bolj nagajil, ko Val je bil bolj uno same petke, Žan je bolj tak malo drugačen, mislim, mu ni to glih tak največji poudarek, no, mislim, se tu zelo rad heca, tako jaz, ta mali. Tako da oba sta super. Super. Ampak drugače, če te smem še malo izzvati, vem, da sta pa s tvojo tudi šla vsak svojo pot, ne? Zakaj do tega pride? To se praktično vsem se nam zgodi, slej ko prej, ta nek razkol, tudi jaz jih imam nekaj za sabo, ne? Ampak se pa vprašujem, zakaj do tega prišlo, pa imam neke delne odgovore, ampak nikoli ne znam 100% reči. Kaj bi ti recimo rekel? No? Lej, ljudje se spreminjamo. Ja. Ljudje se spreminjamo, na 7 let se ti vse celice zamenjajo. A to je pizdarija. Ja. Ljudje se spreminjamo in v bistvu lahko se zgodi, lahko se tako počasno, neopazno, a veš, vse skupaj ti postane navada, vse skupaj ti je samoumevno. Zakaj dopustiš to? Ja, veš kaj, težko ti najdem zdaj odgovor za to. Pač zgodi se. Eni pari so skupili skozi. No, vse sem ti povedal, ljudje se spreminjamo in pač očitno, mislim, se prije do tega. Ne? Ja, sta pa prijatelja še, mislim, ni da bi bila na bojni nogi. Ne, midva smo se najbolj prijateljsko razšla, takrat smo bila ločenca leta, smo bila razglašena za ločenca leta. Tako da mi smo bila za vzor, kako se je treba ločiti. Če se hočeš ločiti, tako se loči kot boter. Ker res, vse smo se lepo zmenila, brez kakih stožarjen, sodnikov, mislim, vse smo se lepo dogovorila. Tudi zdaj super sodelujemo, se lahko pokličemo kadarkoli, tako da bom rekel, da nimaš kaj. No, to je lepo. Zdaj pa ta tvoja nova ljubezen, ki jo imaš, ne? Jo še imaš? Si že zmenil? Jo še imaš? Ne, ta je pa mlajša od tebe, ne? Ja. Tu čist v detalje ne grem, da te ne bojo zaprli, ne? Ampak pusma, ne? Tak hodo ni, hecam se, ne? Ampak je pa spet lepa ful. Ja, pa se smel skozi same lepe. Se to, ne? Ker jaz sem z njo, namreč v videospotu sem imel čas z njo nastopiti v ansamblu Utrip. Je igrala mojo ljubico, ne? Sem rekel, če zdaj me Goter ne bo zdaj ubil, pol me ne bo nikoli in celo dovolil si, da jo pelem tja in nazaj. To se me presenetil, ne? Ali nisi vedel, zdaj veš, no, ampak da si zaupal Iztoku Gartnerju svojo punco, zdaj ali njej toliko zaupaš, ali misliš, da sem jaz samo na jeziku in da v resnici nisem tak playboy, kot se govori. To si me šokiral, si me, no? Ti speski vliklaja mal grize. Vse si imel prav, ne? Ja, no, ampak zdaj ta razlika mogoče, no, med vama, in to je tudi moderno, dosti, no, te ne moti, štima. Ja. Si zaljubljen. Ja. Ker te vidim, da si zaljubljen, ne? Ja. Ne se je fajn punca. Ja. Vem, ko je bila, tu se je zdaj prvič malo javno tudi se pojavljala okoli tebe, ne? Je bilo lepo gledati, ne? Ja. Pa spet je lepa kot vrak.
Je, pa se pravim, jaz sem imel same lepe punce. Kam imaš tole? Kam imaš te stvari? Nekaj je na meni, jaz ne vem kaj. Da te kar lepe punce. Ja, a ne, zanimivo. Mislim, si baraba. Enkrat se spomnim, enkrat sem spomnim, bili smo v Ljubljani, na eni kavi, pa je bila Nina zraven mene, bivša žena, pa njena kolegica, tudi ful lušna, mislim, nekaj je bilo ime. V glavnem, sedeli smo v Ljubljani na kavi, tam pri Tromostovju nekje, in prav en Američan je takle mene pocukal za rokav, pa je rekel, a te lahko vprašam, kdo si ti, ne? Kaj si ti za en? O tem ti govorim. Kdo si ti, ne? Kakšne lepe ženske so za tebe, ne? Kdo si ti, ne? Ne, pa se nisi grd, se si zelo simpatičen fant, ne? Ampak jaz sem veliko lepši, recimo, no. To se hotel povedati, ne? Ker pri meni je normalno, da ima kako lepo zraven, ne? Ampak kurba, tu ti moram dati kapo dol, ne? Zgleda, da res smisel za humor veliko naredi, ne? Pa igranje harmonike tudi očitno, ne? Svaka čast. Ne, pa se si faca, se noš med grda, če si Robert fucking Gotter, ne, veš, ne? Robi, to vprašam vsakega gosta, bom tudi tebe, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? A veš, da se ne spomnim? Se ne spomniš? Ne. Ne jokaš, mislim, te zelo veliko rabiš. Ne, sem sicer zelo čustven človek, mene lahko tudi v Ker smejiš se zelo, ne? Ne, se tudi, tu smo sploh znani, vsi tu po Žlahti Laški, ko sem prej rekel, da smo muzikanti, smo tu vsi zelo rahločutni ljudje, se pravi, hiter lahko tudi se igrata solzna ali pa da te neki gane, ne? Tudi mene lahko, recimo, film gane skoraj že na meji, da bi skoraj že solzo spustil, ne, sam pol naredim, že ne bomo, ne. Zakaj? Recimo, ne? Ja. Da bi se pa prav zjokal, se pa zelo ne spomnim. Se ne spomniš? Ne. Ko si se rodil, si se nazadnje jokal vredno. Predvidevam, ne? Ne. Zanimivo. Ne spomnim se. Pa da bi te kakšna glasba ganila, ali pa ne vem. Kjer film te pa je ganil nazadnje, no? Film, da me je ganil? Ja, da si na tisti meji, pa si se pol nazaj potegnil. Pa dobro, ne vem, kjer film me je zelo ganil nazadnje. Nimam pojma. Kar Pornič. Ne, to ne. Pa ne spomnim se zelo lep filma, da bi me ganil. Me pa gane, recimo, lepota narave. A, to te gane? Starejši, ko sem, bolj vidim lepoto narave, ne vem, sončne žarke. To imaš rad, mislim, da se sproščaš na ta način, da greš v naravo? Ja, da grem na sprehod, ja, da recimo tu, ko sem jaz doma, imam res super razgled, ne, in sem fasciniran znova in znova, ko grem ven iz hiše in zagledam tisti, ne vem, prelep šentilj, me gane, ne. Kaj pa klopi, pa te živali čudne, ko grejo meni na živce v gozdovih, zato ne hodim rad? Ne, se jaz tudi ne hodim prav v gost. Ja, mravlje, klopi, taki neki čudni hrošči. Ja, jaz tudi nisem ljubitelj klopov. Ja, nisi ljubitelj. Ne, pa komarjev tudi ne. Ja, no vidiš. Če bi ena žvat, jaz lahko naredil, da izumre. Če bi mi rekli, evo, ena vrsta lahko izumre, jaz bi rekel komarji. Komarji. Kaj pa ose imaš rad? Ne, dobro, ose so verjam. Komarji so pa res brezvezni. A veš, po noči. Ja, so tečni malo. Ja, ne, pa pregreš luč, pa ne veš, kje je, ne vidiš ga, ne. In greš nazaj spati in on spet. To je res, ne. Robi, predno bova zaključila, greva v ta zadnji del, kjer jaz dam tebi možnost, da ti mene vprašaš. 3 vprašanja, karkoli želiš, pa ti bom skušal čim bolj iskreno odgovoriti. Če nimaš nič, hvala Bogu. Če imaš, si te pa duška. Lega, kak je začel razmišljati. A ti je žal, da A ti je žal, da nimaš otrok? Pa pizda, veš, da ne. Ne. Lahko da mi kdaj bo. Ja. Lahko da mi kdaj bo. Zdaj še imaš cajt. Ja, recimo. Zadnje sem probal, da še dela, ja. Ampak ne prime se, veš kaj, pa brez heca. Bila je želja v meni, če sem čisto iskren, ko sem imel prvo dolgo punco, punco večletno, 10-letno, ampak ni hotela imeti ona otrok. In sem tisti čas med 20 in 30 letom, ko naj bi ga imel, ne, zamudil, takrat naprej pa tiste neke res prave, dive želje, pa ni več bilo, pizdarja. Lahko mi bo nekoč žal. Kaj imam recimo kužeka, ne, ki je moj otrok, jaz ga, mislim, tako imam tega psa, puja mojega rad, po moje nima noben na svetu, nobenega, jaz nor na njega in bi imel otroke rad enako in meni je bil dober rati. Ampak ne, trenutno ne, no. Trenutno, pa tudi nobena mi ni rekla, da je kjer moj. Tako da verjamem na besedo, da ni, no. Imam pa nečakinjo. Ja. Ampak jo dam nazaj, pol, ne? Ja. Ok, drugo vprašanje. No, praznoval si 50 let. Ja. Ne? Ja. A se zavedaš
da nimam več veliko življenja. A se zavedaš, da si recimo Da sem kaj? čez pol, ali pa tudi že čez 2/3, a se zavedaš tega? Čez 2/3? Ja. Ja, kako to misliš? Recimo, da 75 let živiš, Jebem ti. si na 2/3, ne? Veš kaj, fora je v tem, da se niti tega, da sem 50 ne zavedam, dokler mi en takle kurac, ko si ti ne reče tega, ne? 49 A veš, let star, letnik, ne? Ali pa da ko napišem svojo letnico, ti sme pa streze. Ko napišem 1974, čakaj, veš kje? A 74? Ja. A ti si lani že bil? Ja, lani. Če smo zdaj 2025, veš kje je 1904, veš kje je to? To je malo za botrom prvim, ne? Razumeš, in nikoli ne razmišljam, koliko še imam, ne? Ker pač poskušam živeti iz dneva v dan, tako da mi je lepo, da mi je fajn. Nisem obremenjen s tem, ne? Je pa res tako, ko si ti rekel, ne? Da verjetno več kot polovica je mogoče rešila, če zdaj si me depresija spravila. Ne, a veš kaj pa jaz, recimo, jaz sem 49, jaz bom drugo leto 50. Mlad, ja. A veš kaj jaz recimo opažam, ne? Da zadnja leta recimo najbolj cenim prosti čas. Jaz pa mir. Pa mir, to je to. Mir, prosti čas, to je dobrina številka 1. Mene mnogi ne razumejo, ker... Ja, no kar povej. Nekaj, recimo, ko sem jaz bil star 20, 30, to je bil sam posel, špili, učenci, ne vem, program, to sejmi, ne vem, to sam razmišljaš, posel, dobro, se itak, pol se gradi hiša. Ampak recimo zdaj recimo pa mi je res mir, puste me primir, puste me primir. Mislim, ne vem, tisto svoj čas, svoj hobi, naredil sem izpit za čov, naredil sem izpit za orožje. Za orožje? Ja, si v Velenju, moraš paziti. V glavnem, ne, mislim, tudi za lovca, recimo, še razmišljam. Ne, to še ne. Ampak recimo razmišljam, da bi tudi mogoče za lovca šel in ta narava, prosti čas, quality time z svojimi otroci, da jim zapustiš na svetu neke nasvete, neko modrost, tako imajo Židi, ko recimo prenašajo iz starejših na mlajše rodove, znanje, modrost, ne nazadnje tudi kapital. No, gre samo to reči, da mene noben ne razume, da mi je bolj kot, da mi žur ni sprostitev, da je meni sprostitev mir. Se pravi, ni več poanta, da zdaj ti po neki prireditvi, ki jo odfuraš, odvodiš, pa spomnim se recimo pred 2 leti, ali da je to zdaj bilo že, ko sem vodil erotični sejem v Ljubljani, ko je bil Roko Šifredi, glavna zvezda, in ko je bilo konc, jaz sem v istem hotelu spal, ko vse zvezde. To je bila orgija, to je bil rock and roll. Veš, kaj sem jaz naredil? Zaklenil sem vrata sobe in šel spat. To mi noben ne verjame. Ker če sem vedel, če bom šel na žur, drug dan ne bom naredil prireditve, ker vem, da bom umrl, pa ni mi bil to več drive, takšen kot nekoč. Raj sem se vlegel, odspal svoje ure in imel mir. No, zdaj, tretjo pa ne bo vprašanje. Ne bo vprašanje, bravo. Tretja bo pa kar pač stavek, poved, trditev. Moram povedati, da si car, hvala lepa. Da te rad gledam, vse te intervjuje, podcaste, da te že dolgo cajta spremljam. Prav uživam ob tvojih gostih in tvojih pogovorih in jaz upam, da smo tudi midva danes naredila en lep intervju, en lep pogovor. Jaz sem siguren. Pa ni še konc, še na konc ne čaka eno presenečenje še za tebe. No, kar povej. Kar hval me še, nekaj dej. Tako da si res super, mislim, da si zdaj v Sloveniji tudi zelo, kako bi rekel, imaš eno svoje mesto, vsi vemo, kdo je Isto Gartner, tudi Rose si imel super, tako da krtek naprej in te podpiram. Hvala lepa, kaj pa mojo erotično oddajo si gledal? Tudi tu pa tam tak na hiter. Si se naučil kaj? Ni bilo treba. Robi, da te ne spravim preveč v zadrego, ker si vseen gospod in ambasador Velenja, ne moram te zdaj v seksu vprašati, pa to, ker smo tudi neki kulturni ustanovi, moram paziti. Dej vzam harmoniko. Namreč hvalo si se mi že en teden prej, da baje odigraš vse, kar se jaz spomnim. Pri Plestenjaku te je malo neslo. Ampak si malo probam, ampak dobro je, imam še pa enega težega. Zdaj, če me boš razočaral, pa ne bom več rekel, Robert Godler zna vse odigrati. Kjer je moj najljubši in najboljši pevec vseh časov? Če me spremljaš, mogoče to veš. R. Kelly pa Michael Jackson. Ja.
Znaš od teh dveh kaj? Dar Kellyja po moje ne znaš. Od Michael Jacksona bi šlo nekaj. Michael Jacksona? Ja. Kjero? Aha. Mislim, kaj bo od Princa? Purple Rain? Ja, se to je nekaj. Purple rain, purple rain. Pač. Bravo. Se pravi, ni komada, da ga pizda ne bi znal. Pa dobro, sej, pač jaz recimo, ko čujem pesem, jaz že kar vidim, ki so tipke. Neverjetno. Imaš ob koncu še kako, ki bi jo rad zaigral, pa ne mi zdaj z golico zatežiti, čeprav lahko bi, ampak ne boš, za najne gledalce, imaš kako, da bi se zamislil ob njej, ne? Imaš kako tako. No, da vidim. Zdaj vem, zakaj se lepotice na tebe lepijo. Si mi pokazal. Robert Goter, hvala ti lepa za tale čvek, za obisk. Ne morem reči, ker sem jaz prišel dejansko tep na obisk v tole, kje smo? Vila Bianca, aj Bianca, ne Bianco. Vila Bianca v Velenju, ki so nas lepo seveda sprejeli, nam tole krasno sceno nastavili. Kraj zločina tvojega rekorda in kaj ne rečem, me veselilo. Si moj prvi harmonikaš do zdaj za gost in upam, da bodo zdaj sledili še vsi ostali, ampak mora biti na tvoji stopni. Tako. Dober si. Hvala. Po moje si v posli tudi prava zverne. Dame in gospodje, to je bil Robert Goter, to je bil še en podcast brez dlake na jeziku, Iztoka Gartnerja. Vidimo se naslednji teden, ko pride nekdo drug. Čau!